Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljena Urška Klajič iz knjižnice Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Čeprav se danes nahajava na Bledu, ki je tudi del knjižnice izmed 10 enot, kar jih imate v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Ja, res je. Knjižnica Antona Tomaža Linharta v Radovljici ima 10 enot, od tega so tudi 4 občinske knjižnice in knjižnica Blaža Komerdeja na Bledu je ena od njih. To je tudi nova knjižnica, prav posebej vabljeni vsi, ne samo na Bled, ampak vseh 10 naših enot. Naj povem, da v bistvu so naše knjižnice v Radovljici odprta od 8. do 19. ure, na Bledu od 10. do 19. ure, ostale imajo malce prilagojen delovni čas, pa vendarle moram povedati, da imamo na Bledu in v Radovljici tudi vračalnik, kar pomeni, da je na voljo našim uporabnikom 24 ur na dan in lahko tudi tam vrnejo knjige, če recimo bi jih želeli vrniti izven delovnega časa. Boste z dogodki, ki so se odvijali v letu 2023, nadaljevali tudi v letošnjem letu, ali ste si zamislili kaj novega? Seveda, mi z našo pestro ponudbo za vse generacije, od najmlajših do najstarejših, nadaljujemo tudi v letošnjem novem letu, tako da bi lahko rekli, da s polno paro novim programom gremo tudi v leto 2024. Imamo ponudbo, tako kot sem rekla, za različne generacije, starejše, najmlajše, pa tudi razstavljamo različne razstave oziroma gostimo razstave različnih ustvarjalcev v vseh naših knjižnicah, tako da poskrbimo tudi za ta del kulture in umetnosti. Vsi smo že v letu 2024 v mesecu januarju in kaj ste pripravili v tem mesecu že? Ja, v tem mesecu v bistvu, če začnemo mogoče pri najmlajših, nadaljujemo s knjiškom gledališkom, gre v bistvu za gledališke predstave, ki si jih najmlajši lahko ogledajo in zbirajo žige. Vsak mesec je na sporedu ena predstava, ta mesec januar zgodba o Snežaku s srcem, gostijo pa predstave v bistvu v Kropi, v Gorjah, na Bledu, v Radovljici in pa v Bohinjski Bistrici. Kaj pa v Lescah? V Lescah te predstave ni, ker je v bistvu v Radovljici in pa v bistvu lahko vsi otroci grejo potem pogledati si to predstavo v Radovljico ali pa v katere druge enote. Potem za otroke organiziramo tudi angleške pravljice, to je že nekakšna stalnica, pa potem Buci, štruci, jogico, pa jogica za najmlajše, pa potem seveda tudi pravljične rokodelnice, ki jih pripravljajo naše knjižničarke, pa ure pravljic, skratka pestro dogajanje in seveda naši najmlajši so vabljeni ne samo, da pridejo na izposojo knjig, ampak da tudi drugače sodelujejo in so aktivni člani naše knjižnice. Ob torkih so se v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici odvijali čudoviti dogodki, na katerih ste gostili različne pisatelje, predstavljali ste knjige, mislim, da boste predstavili sedaj knjigo od doktorice Petre Bole. Tako je, 30. januarja organiziramo en prav poseben dogodek z radovljiškimi muzeji, gre za predstavitev knjig tovarne v Vrtincu podob, gre v bistvu za industrijsko dediščino Radovljice, mislim, da gre za en pomemben izdelek knjižni. Bo tudi razstava ves mesec na ogled v Radovljici na to temo in seveda dr. Petra Bole, ki je urednica te knjige, skupaj z ostalimi avtorji člankov, bo to knjigo predstavila 30. januarja ob 19. Na kaj bi še posebej opozorili v mesecu januarju? Ja, v januarju bi mogoče povabila vse, da pridejo tudi v Bohinjsko Bistrico, kjer 18. januarja gostimo bivšo športnico Brigito Langerholz. Ona se sedaj ukvarja z posebno metodo dihalno in pa drugimi tehnikami pomirjanja in bo v bistvu tudi svojo posebno življenjsko zgodbo predstavila na zanimivem predavanju. Vabimo pa tudi seveda še na druga predavanja, kot so recimo potopisna. Na Bledu bomo predstavili Kaminopot. To je seveda znana pot, kamor se mnogi odpravljajo, če bi se recimo želeli vabljeni tudi na to potopisno predavanje. Tako da mislim, da bo kar nekaj dogodkov, lahko pa mogoče povem že tudi nekaj za februar. Gostili bomo tudi enega stand-up komika, Žan Papič bo prišel, ta bo februarja, tako da bo tudi za nekaj smeha poskrbljeno v naši knjižnici.